17. in 18. junija, kot ste že izvedeli sredstev javnega obveščanja, se obeta jubilejni 5. Carraro Fest tukaj pred taverno Carraro. Mi smo zelo veseli, da nam letos ponovno uspeva pripraviti za Celjane in tudi za okoličane en tak velik dogodek. Več o tem pa bodo danes pregovorili tudi sogovorniki. Najprej seveda idejni oče, če ga lahko tako imenujem, gospod, ki da celotno dušo v ta projekt in z velikim veseljem napoveduje potem tudi 6. tradicionalni Carraro Fest, Milan Kojić. Torej, če se malce dotaknemo zgodovine, letos že 5. Kdaj se je začelo, vemo, na kakšen način, kaj te nekako spodbudilo? Ja, vsako leto je nekako bilo več spodbude od ljudi, predvsem Celjanov kot meščanov. In vsi so bili veseli, zadovoljni s tem, da se nekaj dogaja pač v mestu. To je tisto, kar me je tudi vodilo naprej od prvega Carraro Festa, ki smo ga začeli pod enim majhnim šotorčkom, pa danes, ko delamo pač na enem takem profesionalnem velikem odru, ki je pač del neke velike prireditve, vsaj po izgledu, in scensko, in po gostih, in po vsem. Gre za velik finančni zalogaj, kako je uspevalo letos pridobivati te sponzorje? Moram priznati, da je to vsako leto težje, pravzaprav skoraj je nemogoče narediti nekaj takega, vendar nekako iz leta v leto vedno premišljujemo, ali je smiselno zaradi nekaterih subjektov v mestu sploh kaj takega delati. Namreč v vsakem primeru delam to zaradi sebe, zaradi našega majhnega podjetja, misleč, da je to neka dodana vrednost za bodočnost naše restauracije. Vendar cela prireditev je izven teh okvirjev, se pravi, dobesedno, če govorimo o materialni zasnovi, je prevelik zalogaj za naše podjetje. V vsakem primeru smo jih zdržali vsa 4 Carraro Festa, tega 5. tudi, vendar kako bo naprej, bomo videli pač. Namreč živimo v času ekonomske krize in se prilagajamo k tem, s tem, da ta 5. jubilejni Carraro Fest nismo nič hoteli oškodovati v smislu izgleda, prireditve, slovesa, te jubilejnosti in vseh občanov, ki bojo pač obiskali Carraro Fest. Mogoče ob tej priložnosti zdaj še kratka predstavitev taverne Carraro. Znani ste po odlični ponudbi. Predvsem taverna je tip mediteranske restauracije. Samo ime taverna pomeni, da je mediteranski tip restauracije, da je tip odprte kuhinje in imamo in odprto kuhinjo in mediteransko ponudbo. S tem se tudi sklada Carraro Fest, ki je tudi mediteranskega tipa kot prireditev. Ponujamo pač vse jedi, kot so jedi z žara, predvsem z žara, potem jedi morske jedi, klasične slovenske specialitete in tako naprej. Predvsem pa moram povedati, da nam je pač uspelo, kar sem še bolj zadovoljen, da v teh 5 letih taverne Carraro in 5. Carraro Festa, da lahko oznanim, da smo tudi kot restauracija pridobili certifikat slovenske kakovosti. Prvič bomo na nogometnem štadionu Arene Petrol tudi gostili mednarodni turnir U8 taverne Carraro. Začel se bo v soboto ob 9:30, končal se bo do 4. ure popoldan. To leto nam je uspelo z nogometnim klubom Celje pridobiti ekipe iz Avstrije in Hrvaške ter seveda iz Slovenije. 15 ekip se bo udeležilo in upamo, da bo tudi ta turnir, tako kot ta vsakoletna veteranska tekma, ki jo imamo vedno za nekomu, to leto z Indijo iz Srbije, pač da bo tudi tradicionalnega pomena, kot so vse te zadeve, ki jih pač imamo na Carraro Fest, od seveda humanitarnih do vseh drugih. Hvala lepa. Za udeležbo se vidimo 17. in 18. junija. Ja, povabilo vsem tistim, ki so dobre volje, pravzaprav samo za tiste, ki so fest, za Carraro Fest.